Lep pozdrav, moje ime je Filip, danes z mano priznana slovenska nutricionistka, Mojca Cepoš. Mojca, živijo. Zdravo. In danes bova razbijala mite. Ponavadi to počne Nastja Malinca, danes pa ni. Vam poveva kasneje, zakaj je ni. Jaz bi pa kar začel z najnimi miti. In tale prvi je v bistvu moj osebni. Torej, Mojca, kaj se zgodi, če pojemo 10 jajc na dan? Dajmo reči 5 jih poješ zjutraj za zajtrk, 2 v solati, pa še zvečer si recimo 3 narediš. Ali so v večjih količinah res škodljiva? Če to delaš ne zelo pogosto, se nič ne zgodi. Ne? Najprej pomislimo pri jajcih, da vsebuje holesterol. In to ga res vsebuje. Recimo eno jajce ima okoli 60% tvojih dnevnih potreb po holesterolu. Torej 2 jajci. Sta že čez. Ja, ampak tvoje telo ima zelo dober sistem. Se pravi, če razume, da si ti vnesel preveč holesterola s hrano, ga ne bo proizvajal sam. Ker drugače ga proizvajamo sami večinoma. 10 je res velika številka. Tudi nisem zasledila neke resne študije, da bi ljudi leta in leta hranili s temi jajci na dan in pa preverili, kaj se je zgodilo. Bi pa tukaj na eno drugo stvar opozorila. Ponovadi mislimo jajce holesterol. Recimo jajce vsebujejo tudi zelo veliko selena. Selen je pomemben mineral, ga potrebujemo, ampak če ga pojemo preveč, imamo lahko recimo slab zadah, potem imamo lahko težave z jetri, z ledvicami. In eno jajce vsebuje 25% dnevnih potreb po selenu. Torej 4, dobimo 100%. Pa še kak brazilski orešček, če pojemo, pa smo hitro čez. Spravi, kaj želim povedati? Verjetno ni nič narobe, jajce je krasno živilo, veliko vsega vsebuje, ampak tudi veliko dobrega ni mogoče na dolgi rok najboljše. To vemo tudi iz drugih delov življenja. Torej nasvet zame, če kdaj pojem 10 jajc na dan, se ne rabim za to slabo počutiti, ni pa fajn, da to delam stalno, da sem nekje na 3 jajcih. Tako, recimo. Ja. Pa razmišljaš, recimo, da jajca ne vsebujejo prehranske vlaknine, torej rabi zraven zelo veliko solate ali pa kakšnih stročnic, da malo ravnotežiš. Super. Potem druga stvar je vezana na spanje. Nekje sem zasledil, da med pred spanjem pomaga, da bi bolje spali. Je to res? Načeloma, tako pogovorno rečemo, da ja. Tudi neka raziskava je pokazala, da približno pol žlice, to je 10 gramov, pomaga, da lažje zaspimo, pa da imamo pol tudi spanje bolj kakovostno. Ampak zdaj, če ima kdo resne težave s spanjem, ker se zelo nervira v službi in tako vprašanje, če bo to dovolj, je pa kombinacija medu in mleka, tista, ko je malo bolj uspešna, to verjetno poznaš, zihar ti je mami kdaj naredila mleko, pa ne. A pa si zelo pridno spal, ko si bil otroček. Očitno, ja. Torej med in mleko. Med in mleko, Torej mleko spiješ, pa... Ali pa zmešaš, pa posladkaš. Tako. Lahko daš še malo kakava noter, pa imaš kakao z medom narejen. To je zelo okusno, to pomaga, ker se na ta način tvori malo več serotonina, ki nas pomiri, in pa malo več melatonina, ki nam pomaga spati. Tako da ta kombinacija je kar uspešna, pa če mleko še malo toplo, to je pa tak recept naših babic. Dobro, v redu, gremo na sade in zelenjavo. Ali je res, da če pojemo sade ali zelenjavo po obroku, da naj bi to ostalo po logiki na vrhu želodca in da bi tam potem začelo gniti in povzročati nevšečnosti? Ja, gnije sigurno, ker je pač kislina v želodcu tako močna, da se pravi, kislina bi vse te gnilobo bi uničila. Gre pa za to, da nekateri se res počutijo napihnjeni, potem če pojejo recimo neko sadje po obroku, in bolje, da potem tega ne počnejo. Vendar to ne povzroča težave pogosto. Je pa res, recimo, sadje je hitro prebavljivo. Spravi, poješ jabolko, gre to zelo hitro čez želodec in prije v črevesje. Solata, na primer, se pa prebavlja zelo dolgo. Ampak naše telo je tudi na to navajeno. Nikoli nismo mi v zgodovini človeštva jedli, recimo danes jemo jabolka, jutri jemo meso, pojutrišnjem jemo solato, ampak pač kar smo našli, smo jedli. In naše telo to dobro lahko prebavi in tudi dobro lahko izkoristi. In tudi hranljive snovi iz različne hrane med seboj interferirajo in se bolj izkoristijo. Super primer je vitamin C, pa meso, na primer. Če bi samostojno samo meso jedli, bi pač manjkal vitamin C. Tako da, če koga moti, potem je res boljše, da tega ne počne, ampak v osnovi pa to večini populacije ne predstavlja težav. Torej ne bo kar zgnilo, pa ne bo. V redu. Potem tisti, ki radi kuhajo, se včasih sprašujejo, ali vročina med kuhanjem res uniči vsa hranila, ki so v neki dotični jedi, ki jo kuhamo. Torej recimo kislo zelje naj bi bilo hranilno boljše, ko ga skuhamo, ampak zdaj mislim, kako je s tem? Zdaj, kislo zelje konkretno se ljudje včasih sprašujejo, ker je fermentirano, in to fermentacija pomeni, da te bakterije to so žive, in spravi, če jih skuhamo, bo verjetno umrle, vendar se pokaže, da ne. Spravi, da je tudi kuhano kislo zelje je zelo kakovostno, kar se pa samega zelja tiče, je pa lažje prebavljivo, ker se pravi, zelje, ko ga pojemo surovo, ga zelo težko prebavimo, kuhanje pa nam že predprebavi hrano. Zelo podobno je tudi recimo brstični ohrovt, potem recimo ostale neke križnice vsebujejo nekatere snovi, ki delujejo proti rakom.
zrahavo in se aktivirajo šele takrat, ko mi zelenjavo toplotno obdelamo. Paradižnik, recimo, če želiš več antioksidantov iz paradižnika, iz barvila, iz likopena, ga moraš toplotno obdelati, isto korenček. Seveda ne bi, špinača mogoče tudi, ker ima na ta način manj antihranil. Ne bi pa zdaj rekla, da moraš solato kuhati. Tako, se pravi, smiselno je, da jemo nekaj kuhano, nekaj pa da jemo surovo. Dobro, v redu. Potem pa hujšanje, priljubljena tema. Okay? Se veš, veliko se govori o tem, boljše je pojesti več manjših obrokov, kot pa 3 velike. Ali to lahko kakorkoli pomaga pri hujšanju, oziroma kakšen bi bil tvoj recimo napotek? Ja, to je zelo hecno. Vsak strokovni svet je drugačen kot na svet iz prakse. Spravi, že 13 let delam z ljudmi, ki hujšajo. In moram reči, da v vsem tem času sem mogoče imela 2 ali 3, ki so jedli 4 obroke, ostali jejo vsi 5 obrokov. Ker je to najbolj v praksi učinkovita metoda, da nisi lačen, da nekaj poješ. In pa tudi, če si med obroki malo lačen, si lahko rečeš, pa 3 ure zdržim. In gre, pa tudi večja organizacija je, se pravi, več hrane imaš na razpolago, več hranilnih snovi lahko poješ in tako naprej. Zdravstveno gledano je verjetno boljše, če pojemo 3, da ne mečemo stalno kar nekaj v telo, ampak pač tudi debelost je pač tveganje za zdravje. Torej, v času hujšanja bi rekla 5 obrokov, mogoče celo 6, potem pa so 4 ali 3 čisto dovolj. Mislim, ker zdaj, če jaz prvo razumem, pri hujšanju je važno, da mi ustvarimo kalorijski deficit, pač ne? Ok, povej naprej. Mislim, ker če tako gledaš, če nekdo poje, bistvo, zakaj bi potem nekdo jedel več obrokov, je zato, ker bo njemu lažje. Torej, ker si bo lahko, ker ne bo skozi lačen. Torej, z tega vidika je lažje. Ne bo pospešil metabolizma. Ok, super, to da vemo. V redu. Potem preskakovanje obrokov, recimo, nas ne malo Tom tukaj občasno rad festa, kot zdaj ne ima še ali ne, ampak on pač zjutraj enostavno preskoči zajtrk in potem ob 1 ali pa 12 šele Ali je to preskakovanje res tak greh? Gre za dva različna pojma. Eno je preskakovanje obrokov, zato ker sem malo lena, pa se mi ni dal. In potem, ko bom prišel domov, bom spraznila hladilnik. Torej, to ne morem zapakirati v paketek, jaz se pustim. Ampak pač pomeni, malo sem lena, pa neorganizirana in pol sem pujs zvečer pred hladilnikom. To je slabo, ker bom pojedla napačno hrano preveč ob napačnem času. Če pa Tom reče, se pravi, jaz jutri ne jem, pustim se, s tem povečujem neke procese v telesu, da se telo boljše regenerira, potem pa z glavo smiselno pojem tisto obrok, ko mi pripade, je pa super, ampak ne vem, zdaj Tom malo žalostno gleda. Ne, sem 2 velika obroka na dan, jem pa eno malico. Kosilo pa večerjo. Midva ga vidva, Tom lepo zgleda, je vitek, pa nasmejan, pa že tak poln barve, tako da ni zdaj, da ima 120 kil pa. Tako da je super. Še. Ok, torej da, ampak dajmo to početi pametno. V bistvu je tako, če ga zvečer biksaš, pol ta post dopoldne je sigurno slab zate. Če ti zvečer ješ uravnotežen obrok, ki ne vpliva slabo na tvoje zdravje, potem je ta post lahko super. Ok, v redu. Potem pa vprašanje za vse alkoholike. Je kozarec vina na dan, oziroma za vse, ki radi uživate vina, ali je kozarec vina na dan res priporočljiv za zdravje srca in ožilja? Se pravi, vino vsebuje rdečo barvilo, ki vsebuje antioksidante, ki vplivajo ugodno na srčno-žilni sistem. Vendar so podobne učinkovine tudi v grozdju in pač v drugi rdeči hrani, tako da ni nujno vino. Lahko pa seveda kozarec vina načeloma ne škoduje, ampak jaz tukaj vedno poudarjam, ker Slovenci smo malo pijanci, to je pač naša folklora. In da ni to izgovora, ker včasih, če je to kozarec ali pa kdaj tudi ni v redu, če pa vedno more biti ali pa sta vedno 2 ali več, pa lahko to velika težava. In iste učinkovine se da doseči, da greš športat, da je in tako naprej. Torej v bistvu mislim, so neke sestavine v vinu, ki so ok, ampak te sestavine se da dobiti tudi drugje. Tako. Podobno kot s čokolado s kakavom, pač milka. Ni mogoče, ko pa kakav nek presen in tako je pa super. Ok, v redu. Potem, še ena stvar povezana z alkoholom. Večina zdravnikov bo rekla, ko vzameš antibiotik, ne spi zraven alkohola, ker če boš, potem antibiotik ne bo deloval. Mit? Se pravi, pri nekaterih drži, pri nekaterih ne. Se pravi, ni da absolutno drži, gre pa za to, da lahko zdravilo, ki ga vzameš, interferira z alkoholom in povzroča kakšne poškodbe tkiv. Se pravi, gre bolj za stranske učinke, ko združiš ta 2 elementa za to. Pa ker tudi, se pravi, če boš ti spil 3 požirke vina ali pa pol kozarca vina pri kosilu, ni takšne škode, kot če rečeš, gremo ga žurati. Je tudi razlika. Pa pameti, v redu, poglej, tukaj veliko malo v bistvu še mitov, pa veliko se jih veže spet na alkohol in na hujšanje in ostale. Eden je pa povezan z kavo. Torej,
bom jaz postavil eno vprašanje, ki ga tukaj ni. Mislim, kava generalno, če nekdo spije eno na dan, je to zdaj blazno narobe? Super zdravo. Super zdravo. Do 2, oziroma celo zdaj se nekaj kaže na 3, ampak rečemo 2, da bo bolj sigurno. 2 kavi na dan je noro veliko prednost za zdravje, srčno-žilni sistem, tudi za jetra, za možgane, za kondicijo. Super, kava je krasna. V smislu tega, da recimo jaz pač ne pijem kave, mislim, nikoli se nisem mogel navaditi, ampak torej, ali gre za to, da nič ni narobe, če piješ 2 kave, ali da bi prav jaz, da bi bilo moje telo boljše, če bi jaz pil 2 kave? Verjetno je boljše, če jo piješ, kot če jo ne piješ. Ja, ampak isto naredi zeleni čaj ali pa še bolje. Moramo tudi vedeti, da v kavi je veliko pesticidov, tako da je to lahko malo sporno, tako da kakšna biološko predelana kava ali pa biološko predelan zeleni čaj je pač boljši. Kaj pa recimo, ker v kavi je tudi kofein, če prav razumem, mislim, če pač pa je. A to pa ni nič pa slabo pa s tem kortizolom pa une stvari? Mislim, da imate nek stranski učinek kave, a to pa... Po moje večina ljudi brez tega stranskega učinka težko živi. Je pa nekaj res, se pravi, če smo mi zelo pod stresom in potem ljudje namesto, da bi šli počivati, grejo, rečejo, sem utrujen, moram iti bolj športati, da bom imel več kondicije in spijem več kave, da bom lahko več stvari naredil, to je narobe, ker bolj izčrpavamo celo telo. Se pravi, če smo mi pod hudim stresom, če smo izgoreli, je smiselno vsa poživila dati ven iz prehrane. Se tudi recimo ajurvedski zdravniki govorijo, da kave absolutno ne bi pilo, ker je to pač umetno poživilo, ki ga načeloma ne potrebujemo. Ampak kava ni samo kofeina, ima še druge snovi in moje gledanje, pa mislim, da se kar tukaj nekako strinjamo, strokovnjaki, da je kava dobro, če jo pijemo, ampak če jo ne piješ, daj šalčko zelenega čaja, super, ali pa mače, na primer. V redu. Prav, odlično. Evo, potem... Če gremo mogoče naprej na ogljikove hidrate, taka zanimiva tema. Spet mit, torej, ogljikovi hidrati so glavni krivec za debelost. Tvoje mnenje? Kaj misliš? Ja, pač glavnih razlogov, najdem še 100 enih drugih razlogov, ki so bolj pomembni za debelost. Mislim, kar se prehrane tiče, po mojem mnenju, je bistveno to, da je uravnotežena, pa da je v sklopu nekih... teh kalorijskih vrednosti. Torej, če jaz porabim na dan 2000, pa če pojem 6000 kalorij, zdaj so hidrati, so beljakovine, so maščobe, vse bo pač preveč za moje telo. Tako. Ampak bi tukaj mogoče samo malo razložila. Sprej, ogljikovi hidrati v smislu sladkor je na slabem glasu, zato ker mi v resnici Coca-Cola nikoli nismo v drevesa ubrali, pa Coca-Cola spila. Sprej, to je zelo hiter vir enostavnih sladkorjev in to potem vpliva na naša jetra, lahko zamaste jetra, povzroča bolezni jetra in tako naprej, debelost, srčno-žilne bolezni. Ampak, da bi pa krivili recimo krompir, riž ali pa kruh, je pa neumnost. Zato, ker če imaš ti recimo takle kos mesa, 100 gramov mesa, da tvoje telo to meso prebavi, bo potreboval 35% kalorij iz tega mesa, da ga lahko sploh prebavi. Temu se reče termodinamski učinek hrane. Pri kruhu bo rabo recimo 10%, pri ogljikovih hidratih, pri maščobi pa samo 3%. Se pravi, še vedno je maščoba tista, ki če bi zelo posplošili, maščoba najbolj redi. Ker ima največ kalorij. Jasno. Pa ker telo potrebuje najmanj energije, da jo sprejme. Maščoba gre takoj v špeh, če lahko rečem. A ne, ogljikovi hidrati pa grejo najprej v energijo, pa potem se shranijo maščobe, beljakovine grejo pa vse druge stvari pa šele potem. Sam potem spet prijemo do teh drugih stvari, ker recimo, če ta stavek iz konteksta vzameš, pa nekdo reče, ja, bom iz svoje diete oziroma prehrane izločil vse maščobe, kar pa spet ni... Zelo slabo, ker imamo esencialne maščobe, ki jih nujno potrebujemo. Tako. Torej tle treba po zdravi pameti... Uravnoteženo je. Uravnoteženo, No in kaj smo pri uravnoteženi prehrani, zdaj v tem modernem svetu, torej hrana je slana. Velikrat, oziroma ali ima vsaj občutek slanosti, ali pa pač na njo dejansko damo veliko soli. Po tvojem mnenju, ali Slovenci res pojemo preveč soli? Pa ni moje mnenje, to so pač to, kaže statistika, pojemo preveč. Nevarno je, s tem si povišujemo krvni pritisk, jemo rafinirano sol, ki je spet, se pravi, za naše telo malo bolj težka, kot če jemo nerafinirano sol. Mislim, dobimo manj mineralov, če jemo rafinirano sol. In pač pojemo jo preveč. Pa kaj pa lahko recimo naredimo za to, da, mislim, kaj? Ne jemo zunaj, ker potem lahko nadzorujemo, kako bomo solili. Se pravi, recimo, da boš ti rekel, da boš en teden samo presno hrano jedel, samo sravo, jo boš mogel soliti, ker pač ne boš imel natrija dovolj. Če boš pa šel enkrat v McDonald's, tam dovolj soli, se pravi, za cel teden. Poješ kos kruha, je dovolj soli za... ampak recimo za pol dneva ali pa za cel dan. Se pravi, več ko jemo predelane hrane, več je notri soli. Sol je ujčevalec okusa in če imamo mi neko hrano, ki je pač osnovna surovina ni najboljša, smo mogli dodajati ujčevalce okusa. Eno od ujčevalcev okusa je sol.
in posledično se pravi, sol lahko tudi indikator slabše surovine. Dobro, razumem, ker pač hoče z njo popraviti. Tako. Okay. V redu, potem, če gremo mogoče naprej na meso. Rdeče meso, ali je res bolj nezdravo kot belo? Ja, to je spet stvar zmernosti. Se pravi, prvi odgovor je ne. Rdeče meso je bolj zdravo. Okay. Zakaj? Ker ima več cinka, se pravi več železa, načeloma lahko tudi več beljakovin, se pravi boljše, več ima hranilnih snovi notri. Ampak, ker mi ne jemo to rdeče meso enkrat na teden, kolikor bi ga potrebovali, ampak ga jemo vsak dan ali večkrat na dan, je pa seveda nevarno, ker preveč dobrih stvari lahko škoduje. Konkretno nasičene maščobe, preveč od tega se redimo, preveč železa, tudi nevarno, preveč cinka, tudi nevarno. In je zelo smiselno, da če jemo ful veliko mesa, jemo rajši belo meso, ki je bolj siromašeno teh hranil, pač drugačno je po sestavi. Ok. V redu, pa pametno za mesom. Pa jaz tukaj še en mit, zdaj sem se ga glih spomnil. Torej mit. Ali je snemanje s Filipom res bolj zabavno kot snemanje z Nastjo? Joj. Nehvaležno vprašanje. Ampak se imamo ful fajn. Ja, se imamo fajn, lepo. No, peva, deva, mislim, a je mogoče še kakšna taka stvar, jaz sem tukaj sicer še par vprašanj, ampak a je kakšna taka stvar, ki jo ti opažaš, ki je enostavno tako široko precej narobe razumljena. Ali kar se tiče hrane, ali hujšanja, ali ne vem, pač česarkoli tazga, kakšen mit, ki ga ti pogosto slišiš, pa ki bi ga mogoče še rada izpostavljam. Ja. Veš, kaj se mi zdi, da ljudje imajo neke predstave, recimo kruha ne smem jesti, ali pa krompirja ne smem jesti in tako naprej. V resnici pa nimajo nobene resnične predstave, kaj oni dejansko jejo. In najprej morajo napisati prehranski dnevnik, da sploh vidijo, kje je težava, ali da lahko sploh pokažemo, ali bomo zdaj res dali malo manj maščobe, ali bomo ogljikovih hidratov omenili, ali bomo sladkarije omenili, spravi, da vidimo, kaj se dogaja. Druga stvar je pa, da ljudje smatrajo solato s piščancem za varno hrano, ali pa meso, pa neko zelenjavo. Ja, ne, se hujšam, bom sam meso. In pol si naročijo steak. In pozabijo, da steak ni beljakovina, mislim je, ampak je ogromno maščobe noter. In oni so pojedli kalorično bombo in bi pojedli manj, če bi pojedli recimo, ne vem, pečen krompirček pa solato, bi bilo to bolj dietno kot steak pa solata. Ker ne razmišljajo, kaj je še zraven noter v hrani. Torej razmišljati. No, ok, pa mogoče še bolj eno vprašanje moje za konec, ker v bistvu vsi težimo oziroma vsi si želimo, da bi jedli seveda čim bolj zdravo, pa da bi seveda bili pač v nekih ciljih, ki jih imamo za svoje telo. Vprašanje pa glede na to, da že toliko let dela z ljudmi, ali je po tvojem mnenju neka sprememba, torej zdaj je začetek leta, se veš, ljudje pač razmišljajo o tem, torej če jaz zdaj jem po principu A, ali pa če delujem kot človek po principu A, pa bi rad zdaj naredil neke spremembe, pa šel na princip B, ali pa ne vem, izboljšal svojo prehrano, karkoli že, ali je to po tvojem mnenju težko? Oziroma, a so pač spremembe v življenju lahke, take prehrambene? Takole. A res? Seveda. Bi rad spremenil povej takole, ni problema. Ne, izjemno težko je, večino ljudi ne uspe. Ne uspe jim pa zato, ker recimo pri hujšanju ljudje mislijo, da bi ti želel shujšati, bi mogoče mislil, ok, zdaj bom mogel drugače jesti, ampak to je mogoče 10% vsega. Bistvo je, da razumeš, da moraš iti v trgovino, moraš kupiti hrano, moraš si hrano pripraviti, moraš si hrano skuhati, moraš jo nositi s seboj in si moraš v opomnik, da jo boš pojedel. In se pravi, žrtvuješ čas, pa žrtvuješ energijo v pripravo hrano, v razmišljanje, da pa lahko to poješ. Če ti nekdo drug dela, načeloma to nekako ne obstane. In ljudje ne razumejo, da žrtev, ki jo bi mogli plačati, je čas, ki ga bojo vložili v to. In včasih hoče, da bom jedla 2 jabolke na dan in bom skušala in to bo najhitrejši način. Ja, ko začneš pa jesti, ne vem, 5 jabolk na dan, se pa rediš od tega. Ja, mislim pa tudi težava je, če zelo zmanjšaš svojo hrano, pa spet nimaš dosti beljakovin, pol mišična masa začne upadati, pa si v švoh, pa bogi, pa tako bled, to močem. To ima mehkega dojenčka doma, zato je. Je malo utrujen. Dobro, pa v redu. Jaz mislim, da ste danes zvedeli par resnic, da smo razbili par mitov. Mogoče bi zaključil z mojčino mislijo za konec. Sprememba mogoče ni najbolj enostavna, ampak če se vzajemo čas, če se organiziramo, je seveda to možno narediti in kot si sama prej rekla, mislim, oziroma ko pa to enkrat nekomu uspe, je pa seveda nagrada velika. Ogromno. Dolgo življenje, dobro se počuti, zdrav si, to je res neprecenljivo. Dobro, lepo se imejte, pa se vidimo. Adijo.